Pogledali si bomo 4 načine za reševanje sistemov dveh enačb z dvema neznankama. Prvi način je tako imenovan grafični način. Narisali bomo oba grafa, to sta v bistvu obe enačbi linearne funkcije v implicitni obliki. Če hočemo narisati, moramo najprej izraziti ven y. Recimo pri prvem imamo minus 2y, bomo ta minus 2y dali na drugo stran, da bo plus 2y. Imamo potem 4x plus 4 je 2y. Zdaj rabimo samo y, zato delimo za 2 vse člene in dobimo 2x plus 2 je enako y. Lahko bi to še okrog obrnili, y je 2x plus 2. Kar vidimo je, da je pri tem smerni koeficient, to je številka, ki je zraven x-a, torej k je enako 2 in začetna vrednost je enako 2. In zdaj lahko mi to zarišemo. Se pravi, najprej bomo narisali to funkcijo. Začetna vrednost je 2, to pomeni, da y oseka pri 2. Tukaj je prva točka. Gremo za eno enoto v desno, vedno v desno in potem toliko, kot je k je tudi 2, gor. In dobimo drugo točko in potem narišemo. Naredimo še drugo. Se pravi, tole enačbo še. Tudi tukaj izrazimo y. Zdaj ga bomo pustili tukaj, ker je pozitiven, pa bomo vse ostalo dali na drugo stran. 3x na drugi strani je minus 3x, plus 8 na drugo stran je minus 8. Tukaj je pa k enako minus 3 in n, začetna vrednost je pa minus 8. Začetna vrednost je vedno tam, koliko je vrednost y, če je x nič. Minus 3 krat nič je nič, minus 8 je minus 8. Se pravi, to je zdaj naša druga funkcija. In zdaj tudi to narišemo. Začetna vrednost je minus 8. In to je nekaj tukaj. Potem gremo za eno enoto v desno. In ker je k minus 3, moramo iti zdaj še za 3 dol. Takole. In potem povežemo te dve točki. In dobimo presečišče. Zdaj, če bi tukaj risali natančno, imeli karirast papir, bi potem približno videli, kje je to. Aha, presečišče je nekje pri minus 2, se zdi, pa najbrž pri minus 1. In bi potem to točko označili, da je to P in napišemo njeno koordinato minus 2 in minus 1. Takoj vidimo, da ne moramo čisto točno razbrati, sploh če narišemo na približno. Ampak je pa vseeno grafični način prvi način reševanja. Pogosto ga uporabimo pri risanju funkcij. Tam lahko presečišče dobimo tudi s pomočjo risanja. Poglejmo drugi način, bomo tudi preverili, če smo prej pravo rešitev dobili. Pri zamenjalnem načinu iz ene enačbe izrazimo nekaj, eno neznanko. Recimo tukaj bi se lahko zelo lepo izrazila neznanka y. In potem tisto, kar dobimo, vstavimo v drugo enačbo, v tem primeru našo prvo y. Takole. Zdaj, če tukaj y izražamo, damo 3x na drugo stran je minus 3x in plus 8 na drugo stran je minus 8. In zdaj bomo na mesto y vstavili to. Se pravi, to vstavimo v prvo enačbo. Zdaj prvo enačbo prepišemo. Tukaj. 4x minus 2 krat oklepaj. Minus 3x minus 8 zaklepaj plus 4 je enako nič. Zdaj to poračunam, se pravi, tukaj smo na mestu y
vstavili izraz. Zdaj imamo enačbo, ki je ena sama in ima samo eno neznanko, to je x. Rešimo enačbo. Najprej odpravimo oklepaje. Minus 2 krat minus 3x je plus 6x, minus 2 krat minus 8 je plus 16 in plus 4 je nič. 4x plus 6x je 10x, 16 plus 4 je 20 in če damo 20 na drugo stran je minus 20, delimo vse skupaj za 10, zato da dobimo x in dobimo x je enako minus 2. Ko imamo x, ta x vstavimo v enačbo, kjer je že zapisano, koliko je y. Y je, se pravi, zdaj bomo pa namesto x-a vstavili številko minus 2. Y je minus 3 krat x je minus 2 minus 8. In tukaj je minus 3 krat minus 2 je 6, pa minus 8 je minus 2. Slučajno pride tudi za y enak rezultat, minus 2. Zdaj naredimo lahko še preizkus, da smo sigurni, da smo nalogo prav rešili. Izberemo si eno enačbo, recimo prvo, in namesto x vstavimo minus 2, namesto y vstavimo tudi minus 2, ker sta pač enaki prišli, plus 4 je nič, 4 krat minus 2 je minus 8, plus 4 je nič. Res je, torej je naša rešitev pravilna. Če za trenutek pogledamo prejšnjo, smo dobili minus 2 in smo rekli, najbrž je minus 1, ker smo na pamet risali. Tukaj vidimo, da je očitno dvojka, kar bo čisto prav, minus 2, minus 4, minus 6 in minus 8. Eto. Zamenjalni način, torej, če ga bi napisali po korakih, bi bil takole. Prvi korak, izrazi x ali y iz ene enačbe. In drugi korak, vstavi to neznanko v drugo enačbo. Potem pa naprej dobimo enačbo in rešimo. To je zamenjalni način. No, gremo k naslednjemu. To pa je zdaj izenačevalni način. Še vedno imamo iste dve enačbi. Takole. S tem, da zdaj bomo šli izenačevalni način. Izenačevalni način pomeni, da iz obeh enačb, se pravi prvi korak bi bil tukaj, izrazi isto stvar iz obeh enačb. In drugič, izenači. Ta dva koraka sta, ne? Zdaj, katera bi bila ta ista stvar? Lahko bi iz prve enačbe izrazili ven y. Zato bomo najprej dali 2y na drugo stran, bo plus 2y. Tukaj je 4x plus 4. V bistvu podobno, kot smo pri prvem primeru naredili, ne? Zdaj delimo še z 2 in dobimo 2y deljeno z 2 je y, je 4x deljeno z 2 je 2x, 4 deljeno z 2 je plus 2. Isto naredimo še iz druge. Tukaj pač y kar pustimo tukaj. 3x na drugo stran je minus 3x in minus 8.
Se pravi, izrazi isto stvar, ponavadi je to x ali y, lahko bi bil pa tudi 2x ali pa 3x z obe. In zdaj izenačimo. To pomeni, da izenačimo tole in tole. Ker je to oboje y, lahko izenačimo skupaj. In dobimo 2x plus 2 je isto kot minus 3x minus 8. In zdaj enačbo rešimo. 2x ostane, minus 3x gre na drugo stran, minus 8 ostane tukaj, plus 2 gre tja. 2x plus 3x je 5x, je enako minus 10, delimo vse skupaj s 5 in dobimo x je minus 2. Tako, x je minus 2. In to je naša prva rešitev. Potem pa ta x vstavimo v eno od enačb, recimo tole. Y je 2 krat minus 2, se pravi namesto x stavimo tisto, kar smo izračunali, plus 2 pa je to minus 4 plus 2, kar je še vedno minus 2. In smo tudi nalogo izračunali. Tretji način je pa metoda nasprotni koeficient. Po metodi nasprotni koeficient se moramo pa ene neznanke izničiti. Znebiti. Eno neznanko moramo dati stran. Pa bomo naredili takole. Najprej tole malo povečamo. Če še tukaj napišem korake, se pravi, prvič, odloči se, katera neznanka se bo izničila. Recimo, da bomo v našem primeru rekli, da bo to neznanka, na primer, neznanka y. Drugi korak. Pomnoži enačbi tako, da bo pred izbrano neznanko, zdaj v našem primeru bo to y, da bosta pred neznano neznanko nasprotni števili. Zato to je tudi nasprotni koeficient. Tretjič, seštej enačbi in dobil boš enačbo z eno samo neznanko. To so to trije koraki nanka. Trije koraki, po katerih rešujemo po metodi nasprotni koeficient. Pa poglejmo zdaj, kaj to v praksi pomeni. Najprej je bilo zapisano, da naj pri prvi enačbo odloči se, katere neznanke se znebimo. Smo rekli y. Pomnoži enačbi tako, da bo pred njima, pred y, torej, da bo pred y nasprotni števili za koeficienta. Se pravi, pred tem in tem morata biti nasprotna. Tukaj to ne bo težko, bomo samo drugo enačbo pomnožili z minus 2. Ker potem bo minus 2y, pardon, s plus 2, ker minus 2y pa 2y bosta nasprotni števili. Zdaj prvo lahko potem kar prepišemo. Drugo pa pomnožimo. 3x krat 2 je 6x, plus 2y plus 16 je enako nič. To smo zdaj to naredili. In zdaj seštej. Torej plus. Vidimo, da se ti dve izničita, tako je pripravljeno. In dobimo, da je 10x enako 20. Delimo z 10x plus 20 je enako nič, tako. Damo številko na drugo stran je minus 20.
delimo z 10 in dobimo, tukaj okrajšamo, x je -2. Zdaj bi lahko ta x vstavili v drugo enačbo, pa potem izračunali y. Lahko pa isto ponovimo še enkrat, samo da se bomo zdaj znebili druge neznanke. Recimo x-a. Aha, če se hočemo x-a znebiti, 4 pa 3, skupni večkratnik najmanjši je 12. Aha, v tem primeru bi mogla pa zdaj prvo pomnožiti tako, da bom dobila 12, drugo pa -12, da boste zopet nasprotni koeficient. Se pravi, bi prvo pomnožila recimo s 3, drugo pa z -4. Tako da bomo dobili tukaj pri temu nasprotni koeficient. Kaj dobimo? 4x krat 3 je 12x, -6y plus 12 je nič. Pri drugi -12x -4y plus, pardon, ne plus, -32 je nič. Eto, to je zdaj to. Seštej, se pravi, to dvoje moramo zdaj sešteti. Zopet se ta izniči, vedno je tako pripravljeno. In ostane -10y minus 20 je nič. Zdaj vse skupaj lahko tukaj z -1 pomnožimo, zato da se bomo minusov znebili. 10y plus 20 je nič. Damo 20 na drugo stran in dobimo, delimo z 10 in dobimo še y je -2. Eto, in imamo rešitev. Metoda nasprotni koeficient. Ker je metoda nasprotni koeficient najbolj pogosta in nekako najbolj elegantni način za reševanje, bomo s tem primerom rešili še eno. Recimo, če imamo 3x minus 2y plus 6 je nič in drugo z minus 5x plus 3y minus 4 je enako nič. Zopet prvi korak, se pravi naš prvi korak je, odloči se, katera neznanka se bo izničila. Pa recimo, da se bo najprej izničili neznanke x. Torej, iščemo zdaj tole. Imamo številki 3 pa -5. Od 3 in 5 je skupni večkratnik 15. To pomeni, da bi jaz lahko prvo enačbo pomnožila z 5, pa bo tukaj 15 prišla. Potem moram drugo pomnožiti z 3, ker je že minus, ni treba z -3, ampak samo z 3. Eto, in to naredim. 3x krat 5 je 15x minus 10y plus 30 je nič in drugo s trojko je minus 15x plus 9y minus 12 je enako nič. In zdaj to dvoje seštejemo, se x izničijo. Minus 10y plus 9y je y, minus y, plus 30 minus 12 je plus 18 je nič. Zdaj tukaj bi dala y sam na drugo stran še in dobim rezultat. 18 je y oziroma y je 18. Tako. Zdaj lahko bi y vstavili v enačbo pa izračunali x, lahko pa enostavno to enačbo še enkrat pomnožimo in pogledamo, kako se bi znebili pa zdaj neznanke y. Aha, neznanke y se bomo pa znebili tako, če magari prve dve enačbi še enkrat prepišemo. 3x minus 2y plus 6 je nič. Minus, tudi nam je najboljše prepisovati. Takole. In rečemo, zdaj smo pa znebili x-a. 2 pa 3 ima skupni večkratnik 6.
Prav bom prvo pomnožila s 3, pa dobim tukaj -6, in drugo moram pomnožiti z 2. In zapišem, kaj dobim. 3x krat 3 je 9x, minus 2y krat 3 je 6y, plus 18 je nič, pa drugo z 2, minus 10x plus 6y minus 8 je enako nič. Sedaj to dvoje seštejem. Vidimo, da se bo y res krajša. 9x pa minus 10x je minus x, plus 18 minus 8 je plus 10, je enako nič. X dam na drugo stran, vem, da je 10 enako x. Slučajno je tukaj prišlo, lahko prišlo tudi 2x. Eto, imam rešitev, x je 10, y je 18. Lahko naredim še preizkus, recimo vstavimo drugo enačbo. Kaj dobimo za preizkus? Dobimo minus 5 krat 10 plus, pa to ne dostavljam, plus 3 krat 18, minus 4 je nič, piše to minus 50, 3 krat 18 je 54, pa minus 4 je nič. In vidimo, da je to res tako, minus 50 minus 4, minus 54 pa 54 je nič. Ker je ta izjava pravilna, smo nalogo rešili pravilno.